Spoštovane gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, bibliofili in vsi, ki ste povezani s knjigo. Lepo vas pozdravljam v naši spletni izdaji Knjižnega sejma in pisateljskega odra. Z menoj sta tokrat moja kolega, urednica, nekdanja vodja Oxford centra, pisateljica, založnica in od nedavnega še predsednica Slovenskega PEN Tanja Tuma, ter urednik, založnik, pisatelj, esejist Samo Rugel. Lepo pozdravljena. Živo. Manjkate nam seveda vi, dragi poznavalci, dragi kolegi. V letu, ki smo ga posvetili Jurčiču in Finžgarju, nas je mali virus spet prisilil, da imamo spletno izdajo Knjižnega sejma. V tem času, ko smo imeli lahko normalen sejem, nas je razvajal na sejmu vedno pogled na razstavljene knjige, na tiskarske barve, na množico razstavljavcev, množico obiskovalcev, na bučne šolske skupine. To je bilo res pravo življenje. Prav res, knjiga in življenje, življenje in knjiga. Eno takih središč povezovanja je pred 133 leti postala založba in knjigarna Lavoslava Šventnerja, kulturnika, ki je omogočil, da smo Slovenci dobili prvence slovenske moderne, ki je omogočil, da smo Slovenci dobili lepo in kakovostno knjigo, ki je še danes zaželena in iskana med bibliofili. Naš pogovor se bo seveda vrtel okoli Šventnerja in njegovih založniških podvigov in svoje izkušnje in pogleda bosta z mano delila moja sogovornika. Tanja je avtorica prvega slovenskega romana v založniku in to je prav zgodba o Šventnerju, ki je letos izšel. V knjigi z naslovom Brodnik se zakopljaš v križe in težave založniškega poklica. Samo pa je skrben bralec, poznavalec slovenskega knjižnega trga in vse skupaj nas tudi poleg knjig, s katerimi se vsi ukvarjamo, jaz kot antikvar in Vida kot v sferi novejših knjig, nas povezuje tudi Šventner. Namreč leta 2010, ko smo v Antikvariatu Glavan pripravili razstavo o založniku Šventnerju, je Samo pristopil poleg in se ponudil, da bo sozaložnik spremljevalne monografije. Takrat je tudi vsa besedila skrbno prebral, prispeval svoj prispevek o pomenu raziskovanja slovenske zgodovine založništva. Tanja pa je seveda kot avtorica Brodnika postala tudi del te zgodbe o Šventnerju. In zdaj je prav, da se spustimo k našim vprašanjem, mar ne? Ali ljudje, ki smo blizu knjigi, sploh vemo, kdo je bil Šventner? Jaz sem kot zelenec v antikvariatu srečeval skozi te njegove knjige, bile so lepe, posebej postavljene na policah, tudi cene so bile višje. Kolegi so mi rekli, vedno to je Šventnerjeva izdaja in nisem res veliko vedel o tem. Za Šventnerja je sedaj, kljub mnogim znanim dejstvom, že veliko znanega, še vedno pa ne vemo, zakaj se je odločil prav za založništvo. Mene pa zanima, kako ste se vidva znašla v tem kotlu črk in tiska in papirja. Tanja, kaj je tebe pripeljalo v založništvo? Ja, knjige, ne. Ne, bom bolj resno odgovarjala. Študirala sem književnosti, francosko, angleško in nemško in pač seveda sem bila veliko v stiku z branjem in s knjigami. In davnega leta 1992 so v Cankarjevi založbi razpisali, dali ven razpis za delo urednice. In takrat sem se prijavila. Potem nisem vedela, da bo to malo večja strast postala, ne? In v bistvu nekaj let kasneje sem ustanovila svojo založbo in njej delala 25 let, ne? Ampak vedno me je pa vlekel bolj v pisanje, to moram pa priznati. Tako da na tak način sem se znašla, pač enostavno knjige. Samo? V bistvu na to vprašanje imam čist pravega odgovora, ker v resnici ne vem, ne, kaj je bil ta impuls, da nekdo, ki ima rad knjige, potem se odloči, da bi knjige tudi nekako zalagal, izdajal. Pač jasno, moja družina je bila povezana s knjigami, mama je bila velika ljubiteljica branja in me tudi kot mladega upeljala v knjige, v pravljice, v zgodbe v zvezi z bajkurami, pravljici in podobno, ne, recimo v bližnji pionirski knjižnici, ne. Potem v času, ko recimo veliko moških odvrne od branja, je nekako vstopil oče in z njim sem potem ta študijska leta preživel v smislu spoznavanja novih knjig. Dostikrat sem k njemu prihajal v pisarno, ki je imel zmeraj polico novih knjig in sem imel tam možnost gledati recimo kaj novega, ne. In kakšno knjigo sem pol tudi odnesel domov, tako da na nek način sem bil skozi v zvezi s knjigami prisoten. Oče je tudi ogromen časa, denarja namenjal knjigam, recimo v knjigarni Nebotičnik je bil stalni gost. Kasneje je imel tudi v bistvu poseben tretma, da so mu dobesedno v čanuče
odpeljali, bi rekel, recimo novo ponudbo knjig in je potem on sam izbral, kaj bo kupil, ostalo so odpeljali. Sam sem kot podjetnik najprej v bistvu nisem bil pa v knjigah, ampak pa tiskovinah. Ne. Mi smo imeli kartice, Felix, to je bil en tak promocijski medij, kjer sem že začutil to lepoto nekega tiska, tiskovine, kako to nastaja. Potem smo se začeli ukvarjati z revijalnim založništvom in na nek način potem je bila posledica revijalnega založništva. Imeli smo revijo Primera, ki je pokrivala filmske teme, do, bi rekel, knjig s filmsko vsebino. Je bil samo še korak, ki se je pa zgodil potem leta 2001, takrat smo začeli izdajati tudi knjige, kako se reče, the rest is history, ne, ostalo je zgodovina. Se pravi, že dolgo let korakata po Gutenbergovi galaksiji in jo raziskujete na vse različne načine. Pa vendarle, omenil sem Šventnerja in pogovor naj bi se sukal okoli Šventnerja in Šventnerjevih stvari. Zanima me, kaj za vaju dva kot založnika pomeni ime Lavoslava Šventnerja in predvsem eno mogoče malce provokativno vprašanje, ali imamo danes Šventnerje v pravem pomenu besede? Bom jaz začela. Ja, prosim, ladies first. No, Šventnerje imamo vsekakor. Veliko je pogumnih založnikov in eden je tudi tukaj med nami. Ne nazadnje, skupaj z ženo Renato izdajata po moje najpomembnejšo publikacijo v knjigah, revijo Bukla. Namreč ta publikacija, kakor jaz vidim, je pomembna, mogoče malo manj zaradi kritik literarnih in takih zadev, zelo pomembna pa je za osveščanje trga o novostih na različnih področjih, torej vse zvrsti knjižne so predstavljene. Imeli smo tudi Milana Matosa, ki je znal sredi zabave prepoznati, da recitirajo verze tega in tega slovenskega pesnika, konkretno je bilo to Zlobca. Tako da seveda imamo ljudi, ki se z dušo in srcem ukvarjajo in vsak od njih je dolžen našega občudovanja, ker to ni lahek posel in če boste brali knjigo, boste videli, da nikoli ni bil lahek posel. Jaz sem se osebno srečala s Šventnerjem davno. Še ko sem vodila Oxford Center, vem, da smo šli pač na otvoritev knjižnega sejma in podelitev nagrade in potem sta tam stala moj direktor Korinšek in doktor Žnideršič in sta se zafrkavala seveda, ne, jaz sem bila takrat, ne vem, če sem imela 30 let, no, take mule bodo pa nekoč nam Šventnerje podeljevale, ne, in Šventnerje, ne, in pa sem pač vprašala, ja, kdo pa je bil ta Šventner in Žnideršiču se je usul. Takrat me je že malo tako zanimalo malo več, ne, pač kar se je dalo prebrati na slovenski bibliografiji, ampak veliko pa se ne da prebrati, tako da je bila dejansko vaša publikacija. Prva, ja, to, kar ste vi naredili, Rodoljubni založnik, je bila prva taka resna knjiga o njem, ne? Kaj pa ti samo, Šventner? Ja, jaz recimo pobliže sem se z njim seznanil dejansko tudi preko nastajanja te publikacije, za katero si dal ti pobudo, ne, recimo, če pa govorim, kako ga imam jaz v neki svoji glavi, tako čisto simbolno, ne, se mi zdi pa on v bistvu ena taka, kot napol mitska figura, ne. Je nekdo, ki se je v bistvu lotil, ne, jasno, pogosto se pač o knjigah razmišlja predvsem iz pozicije avtorja, ampak če si bil enkrat ali pa če si založnik, potem o knjigah gledaš iz druge perspektive in se mi zdi, da je v svojem času se lotil neke nove, da je bil prelomen, ne. In že s tem, da so njegove knjige 100 let, pa še več kot 120 let po izidu še zmeraj na nek način nekaj, kar se v bistvu govori s spoštovanjem, ne. Da imamo nagrado, ne, recimo, ki tudi na nek način obuja v bistvu spomin na njega ali pa v bistvu njegovo ime je v obtoku, ne. Pomeni, da je na nek način začel nekaj, kar je v bistvu še zmeraj predstavlja nek ideal, ne. To pomeni nekega založnika, knjigotržca, ki v bistvu skrbi za knjigo od začetka do konca, da ve v bistvu, katere so, v bistvu, kaj želi za svojim izdajanjem, torej ne gre mu samo za to, da knjige izdaja, nekaj, da jih bo potem od tega lahko živel, ampak želi narediti knjige, ki bodo potem ostale v nekem kanonu, da si to prizadeva v bistvu skozi vsebino in skozi embalažo, to je oblikovanjem.
In po drugi strani tudi ta njegov neposreden stik z avtorji, ne, da na nek način je bil pripravljen neke stvari, recimo te zgodbe o Cankarju poznamo, o avansih, ki mu jih je dajal, pa morda potem niso rezultirali v oddanih tekstih, da je na nek način šel preko teh ekonomskih parametrov v neko čist tako napol kulturno mecenstvo, recimo je s tem na nek način nek ideal recimo kulturnika za začetka 20. stoletja, ki v bistvu še zdaj njegove vrednote lahko udejanjamo v zdajšnjem življenju, če seveda nam nekaj pomenijo. Eno mogoče spet provokativno vprašanje, ste se kot založnika kdaj znašla v Šventnerjevi poziciji dajanja avansov na račun podpiranja kulturnika? Saj dovolj samo kratko vprašanje. Jaz sem se. Ne, seveda, to je... No, recimo, naš knjižni program je sestavljen iz prevodnih in izvirnih izdaj. Recimo tisto, kar je recimo prevodnega programa, poskušamo potem prevajalce čim hitreje plačati za opravljeno delo, sploh če so to ljudje, ki od tega živijo, kar pomeni, da nimamo teh nekih zamikov pa čez mesece in tako naprej. Kar se tiče pa domačih izdaj, je pa spet neka recimo razlika, ali je človek, ki prispeva besedilo, dejansko človek, ki živi od pisanja, ali mu je pa pisanje neka dopolnilna dejavnost, pa nekje drugje zaposlen. To je v določenih primerih dajemo tudi avanse avtorjem, če v bistvu je to potrebno. Potrebno pa pomeni, če v bistvu je dejansko na njihovi strani želja. Seveda moramo biti po tem primeru dovolj dobro prepričani, da besedilo, ki bo na nek način nastalo, primerno za izid. In da bo prispelo. Mislim, tudi to, ampak recimo, da poskušamo sodelovati z ljudmi, ki so dovolj recimo zanesljivi, čeprav je pa res, da v toku ustvarjalnega postopka se lahko zgodi marsikaj in ne moreš 100% vplivati na to. In tudi kot avtor si na nek način misliš, da boš lahko naredil, pa pride v procesu pisanja do marsičesa, kar ne moreš napovedati. Seveda, tudi v knjigi Brodnik je Tanja Tuma opisala nekaj takih situacij, ki jih je imel Šventner, ko je avtor menil, da bo, pa vendarle se nič ni iz tega izcimilo. Opisala si njegovo založniško pot in knjigotrško. Oba se ukvarjata s tem, poznata oba knjigo, tudi ti samo si jo prebral, tako da lažje govorimo. Ali se knjigotrški kruh danes razlikuje recimo od knjigotrškega kruha v začetku 20. stoletja, ko je svojo založniško pot imel na vrhuncu Šventner? Ja, jaz mislim, da se precej, na nek način se, na nek način ne. Digitalizacija je prinesla ogromen napredek v produkciji knjige, ne? In tudi nekako v promociji knjige. Ravno danes, na primer, tega ne bi bilo, če ne bi imeli določenega tehničnega razvoja. Po drugi strani je pa še vedno tako, da knjige predvsem rabijo bralce in kupce. In na tem področju pa Slovenija se ne odreže najbolje. Nekako ne znamo ljudi pridobiti, da bi res masovno kupovali knjige, si gradili svoje knjižnice. Ja, mi smo tukaj izjeme, ampak če pa splošno pogledamo, pa mogoče ljudje so zelo zadržani dati 10 evrov za knjigo, za neko pijačo ali karkoli bo dal pa takoj, ali dala. Tako da jaz bi rekla, da tukaj rabimo delati močno na promociji, da bomo tudi knjigotrški in seveda posledično založniški in avtorski kruh, da bodo malo debelejše rezine, predvsem na promociji kupovanja in branja knjig. Recimo, odgovor na to vprašanje, lahko tudi odgovor na vprašanje, v katerem času bi človek rajš delal. In recimo, če gledam ta Šventnerjev čas, kot si ga jaz predstavljam, to je bil čas pred ustanovitvijo prve slovenske univerze in tako naprej, ko se je pa vseeno v Sloveniji že porajala neka tudi inteligenca, ki je recimo brala slovensko, želela slovensko tiskano besedo, je bil to en čas vzpona slovenske knjige, recimo. In v tem smislu so bile jasno nove slovenske knjige nekaj, kar se je recimo iskal.
Recimo tudi midva se dostikrat pogovarjava o tem, kako so tedajni ljudje recimo imeli tudi v svojih osebnih knjižnicah recimo posebne vezave in podobno. Tako da v tem smislu ta čas zgleda romantičen do neke mere. Ne. Nekaj česa sedaj ni več. Ne. Tako da če bi imel možnost se vsej za nekaj časa preseliti, bi se z veseljem recimo postavil v to Šventnerjevo kožo. Tudi ta neposreden stik med njim kot založnikom in knjigotrscem na eni strani, pulta knjižnega, kjer je on bil, ja, na drugi strani pa bi rekel kupci knjig. To je nekaj, česar smo recimo založniki največkrat deležni zgolj v okviru knjižnega sejma. Ne. Če je knjižni sejem v fizični obliki, jaz običajno tam preživim recimo praktično cel čas, teh 6-7 dni, in v bistvu ta stik z ljudmi, ki pridejo pogledati v našo knjigarno, to je našo stojnico, je nekaj, kar ti v bistvu odtehta marsikaj, kar si recimo v preteklem letu delal, recimo pa kakšnih knjigah nekako mogoče nisi niti dobil nekih neposrednih odzivov, kakšna je ta knjiga in tako naprej. In recimo v tem neposrednem stiku pa si tega deležen in te to do neke mere tudi polni za nadaljne delo. Ne. Tako da recimo Šventner je bil recimo v tem smislu človek, ki je združeval v eni osebi marsikatere funkcije v procesu trženja knjige. Ne. In v tem smislu je bil deležen sicer jasno tudi vseh bridkosti, ampak se mi zdi, da ta romantičen čas, ko je slovenska knjiga pridobivala na pomenu, in sploh so bili pač taki pisatelji, kot so Cankar in podobno, to je reč, ki bi si jo človek, če bi lahko v tej časovni stroj nazaj, bi gotovo bilo eno obdobje, ki bi ga jaz želel doživeti. Tanja, izvoli. Ampak to je bil tudi čas cenzure in popolnoma neurejenih razmerij glede avtorskih pravic in tako. In če mi dovolite, bi jaz sem čist kratek odlomek prebrala. Prosim. A dovolite? Naj ti besedo steče. No, takole razmišlja Šventner. Česa vsega ne more zagrešiti založnik. Vse je lepo in prav, ko se ustvarja knjiga. Rokopis na mizi je kot devica pred poročno nočjo. Zakopljaš se vanj, vživiš se v pisatelje velike pesnikove metafore in magijo besed. V zadnjih možganih se rojeva misel, kakšna bo podoba knjige, kateri papir naročiti tiskarju, kakšno ilustracijo in vinjeto slikarju, kako bo vezana trdo v platno, mehko kot brošura. V nosnicah začutiš vonj po svežem tisku in se raduješ trenutka, ko jo boš prvič pestoval v roki. Pred očmi ti igrajo naslovi klientov, ki bodo knjigo prvi naročili, in tistih zvestih naročnikov, ki ti tako zaupajo, da jim pošleš iztis brez vprašanja na ogled. Drzno se spogleduješ vsebino, za katero veš, da bo odjeknila v javnosti, da morda ne bo preživela cenzure obveznega izvoda. Kot Aškerčev Brodnik si, osamljen v svojem poslu in finančnem tveganju, neviden javnosti, ki navdušeno vzklika pesnikovi nadarjenosti, a brž viden oblastem, kadar gre kaj narobe. Namreč Šventner je prišel zaradi ene neumne prodaje tudi pred sodišče. No, da ti časi niso bili tako romantični. Mislim, da tudi današnji založniki občasno ustrepetajo, ko izide kakšna knjiga, ki je provokativna. Ne vedo, kakšen bo odziv ne javnosti, ne določenih višjih sfer življenja. Omenila sta avtorje, omenila sta, kako vidva sodelujete z njimi. Šventner je imel Cankarja. Cankar je bil njegov svetovalec in za opremo, in za ilustracije, kakšen papir naj izbere, kakšno vezavo naj da. Skratka, tukaj je bilo Šventnerju marsikaj pomagano strani Cankarja, pa tudi strani drugih poznavalcev takratnega časa. Koliko vpliva imata vidva kot avtorja, ki sta izdajala pri drugih založbah? Pustimo, da sta izdala pri svoji založbi, tam sta pač vidva bila capo di banda, ne? Ampak pri drugih založbah, koliko sta imela vpliva na to, kako bo knjiga izgledala? Ja, jaz osebno odvisno od knjižne izdaje. Recimo, če nekaj mojih knjig je šlo po založbi Litera in recimo ta prva knjiga Izgubljeni bralec, ki je tudi govorila o založništvu, je šla znotraj zbirke Nova znamenja in tam je dosti enovita podoba in v bistvu je bilo vse skupaj dosti definirano naprej. Potem je pa šlo še par knjig, ki mi je pa urednik Orlando Uršič dal dosti proste roke, in kar se tiče ovitka in notranje podobe, in v bistvu v nekem smislu sem bil dosti svoboden, da sem tudi sam to sokreiral.
Pri Cankarjevi založbi sta izšle tudi dve moji knjigi, ne, in recimo pa drugi, ne, recimo Krčenje, v bistvu bil urednik Andrej Blatnik tudi dosta recimo odprt za to, kako ne bi bila ta knjiga grafično noter urejena z nekimi preglednicami in podobno, tako da jaz sem imel v resnici dobre izkušnje, ampak jasno sem pa sodeloval z uredniki, ki so pa tudi mene poznali in so vedeli, da bom jaz na nek način tudi kot založnik ali pa kot urednik knjig pač maksimalno dobro poskrbel za knjigo v okviru tistih standardov, ki so jih oni na nek način predpisovali. Tako da v bistvu je to sodelovanje potekalo v bistvu brez težav in na nek način upam obojestransko zadovoljstvo. Jaz sem bil s končnimi izdelki zadovoljen. Pa ti, Tanja? Ja, jaz imam dve izkušnji. Ena sta z založbami, recimo ta knjiga je šla pri Mladinski knjigi, kjer sem se namenoma potegnila nazaj, nisem hotela se vtikati ne v ceno, ne v opremo, niti ne v kateri zbirki bo išlo, ker vsak je specialist za nekaj, jaz recimo nisem specialist za oblikovanje knjige. Ne. Prepoznam, če je nekaj lepega, ampak to je še premalo, da boš. Dočim na Amazonu, kjer izdajam knjige v angleškem jeziku, tam seveda imam popolno kontrolo, ampak tudi sodelujem z nekimi oblikovalci, pa z lektorji seveda, pa z vsemi. Moram reči, da je bolj prijetna izkušnja, ko se prepustiš založniku. Meni je bilo to bolj prijetno, no, res. Kot pa da moš misliti na vsako malenkost sam, no. Pa ko pa sta sama izdajatelja neke knjige, dopuščata avtorjem, da dajo svoj pečat, oblikovalski, glede neke vezave, papirja? Ja, recimo naše knjige so relativno standardizirane v obliki formata, vezave in tega. Kar se tiče ostalega, pa smo odprti za predloge, ne? Zdaj so pa tudi avtorji več različnih vrst. Eni v bistvu recimo niti se ne želijo v to vključevati, prepustijo vse založbi, zaupajo založbi, kakšni drugi so bolj aktivni, tudi predlagajo, kaj bi lahko bili motivi na naslovnici in tako naprej. In če to v bistvu nekako obojestransko ustreza, smo mi veseli, ker naše osnovno stališče je to, da avtor mora biti s knjigo zadovoljen, če bo s knjigo zadovoljen v vseh pogledih, ne, od prve črke do zadnje pike, ne, bo potem tudi s to knjigo na nek način tudi z nekim lastnim otrokom ravnal, kar je potem za usodo knjige potem po izidu zelo pomembno, ker je dejansko avtor tudi en kreator neke podobe knjige v javnosti in če to z nekim navdušenim recimo tonom potem o tej knjigi govori in jo promovira recimo v okviru svojih možnosti, je to potem za usodo knjige lahko samo dobro. Ne? Pri meni je bila vedno tista meja neka ekonomska računica. Ne? So bile knjige, ki bi jih človek raje lepše naredil, kot smo jih, ampak enostavno smo vedeli, da cena, da vse, da trg ne bo tega prenesel, da bomo potem naredili tudi izgubo zaradi tega. Smo se pa pri nekaterih knjigah pa zelo potrudili in tam smo seveda pustili oblikovalcem in tudi avtorjem dostikrat, da so lahko vplivali na nje. Recimo en tak primer je Pozabljena polovica, kjer so praktično urednice izbrale knjižno opremo. Mi smo pač naredili nek natečaj, smo prosili več oblikovalcev za ideje in one so izbrale, kar jim je bilo všeč. Skratka, dopuščata in imata svetovalce iz Sence, ki vam pomagajo iz ozadja, kajti Cankar recimo pri Šventnerju nikjer ni imenovan, to poznamo samo iz korespondence. Uradno ni bil nikoli njegov urednik, čeprav je pisal recenzije, kritike, tudi Šventnerja zelo kritiziral v določenih izdajah. Šventner, založnik, knjigotržec in kot ga večkrat omenjamo, je veliko novih stvari postavil takrat v slovensko založništvo, zato ga tudi imenujemo za prvega modernega založnika. Sam rad rečem, da če bi živel v današnjem času, bi bil prvi, ki bi izumil telefonsko trženje in pa internetno prodajo. In zdaj smo v današnjem času. Kaj menita, je možno še kje narediti en korak naprej v nekem ponujanju knjige, ali je zdaj res trenutek, da se vrnemo nazaj k osnovam, k dobrim knjigarjem in knjigarkam? Ja, kar se meni tiče oboje, ne, recimo zdaj smo vse mi deležni enega pandemičnega obdobja, ki traja zdaj že leto pa pol in že to obdobje je zelo spremenilo ponujanje knjig. Ne. Recimo v tem času so se določene založbe zelo usmerile v to, da so prisotne v spletni obliki ne samo s ponujanjem knjig, ampak s celim ekosistemom dogodkov, komunikacije med založbo in avtorjem na eni strani in bralci, kupci na drugi strani.
Tako da v tem smislu se je recimo v zadnjem letu pa pol se je to, bom rekel, sodobni način prodajanja knjig, recimo že preko digitalnih platform, se je v Sloveniji napredoval mogoče za 5 let ali pa še kaj več. Treba je vedeti, da recimo ljudje preko spleta pred pandemijo niso kaj dosti kupovali slovenskih knjig. To je bilo relativno majhen delež prodaje. To se je zdaj zelo spremenilo. Tudi prihodnost v bistvu je po moje namenjena temu, da recimo se bo to še bolj na nek način personaliziralo, da bo stik med založbo in kupci njenimi ali pa tistimi, ki spremljajo to založbo, še intenziviral. Določene založbe so na tem področju naredile res enormne korake, kakšne lahko že v bistvu funkcionirajo tako, da jim je dejansko prodaja z naslova knjigarn manjši del njihove prodaje. Tako da na tem področju gotovo bo še napredek, je pa jasno odvisno tudi od tega, koliko bo naše to normalno življenje moteno. Če bo to še recimo obisk teh javnih prostorov, kot so knjigarne, še zmeraj omejen z nekimi ukrepi v zvezi s cepljenjem in podobno, ali pa že samo masko, ki do neke mere vpliva na to, kako ti lahko sproščeno tam recimo deluješ, se lahko določene navade v zvezi s konzumiranjem knjig za zmeraj spremenijo, ne? No, jaz moram reči, da v vsej svoji karieri, tudi založnice takrat, da sem zelo veliko dajala na knjigarje. Meni se zdijo knjigarji in ta njihov nasvet, poznavanje knjig in nasvet kupcu, pogovor o knjigah, izjemno dragocen. Zato je velika razlika, a je knjigar izobražen, a sam tudi bere, ali ima dejansko samo tisto nujno izobrazbo, da lahko stoji v trgovini in prodaja. Torej, zato sem si tudi prizadevala, recimo v svojem prejšnjem življenju, da bi bil naš knjižni trg čim bolj urejen, tudi z zakonom o enotni ceni, zato da bi knjigarji lahko dihali in delali znotraj te ureditve. Se mi zdi pa, da lahko veliko naredimo, seveda, založniki, pisatelji sami, se pač promoviramo, tudi ne nazadnje stanovska društva, ampak glavno, kjer bi morala počivati ta promocija branja in nakupovanja knjig, je pa vseeno neka velika, ogromna, draga nacionalna bralna kampanja. To jaz vsa leta pogrešam. Zdaj imamo kampanjo za meso, imeli smo kampanjo za domače pridelke, imeli smo kampanjo za ribe. Zakaj nimamo take kampanje z jumbo plakati za knjige, za branje? Zanimivo vprašanje, na katerem bodo mogoče tukaj v tej stavbi znali kakšen odgovor poiskati ali pa saj v akcijo iti. Vendarle bi se jaz nazaj vrnil k knjigarjem. Šventner jih je izobraževal. Izdajo je to revijo Slovenska knjigarna, ki je tudi prva slovenska knjigotrška revija in je dajal nasvete knjigarjem. Poznavalca sta slovenskega knjižnega trga, delovanja založb. Ali menita, da so danes knjigarji, da imajo dovolj podpore v matičnih založbah oziroma v matičnih knjigarnah za izobraževanje, da dobivajo ustrezne informacije, ali je to le njim, zdaj ko je splet in je ta odgovornost izobraževanja razpršena, ali je to prepuščeno le njim samim? Ali menite, da imamo v Sloveniji dobre knjigarje? Na splošno je to najbolj težko odgovoriti. Govorim na splošno, ja, zaenkrat. Recimo, imamo kar nekaj dobrih knjigarjev, jaz vem za verigo Mladinske knjige, ki je pred pandemijo organizirala taka dnevna srečanja, kjer so recimo predstavljali ne samo programe založbe Mladinske knjige, tudi mi smo bili recimo tam, pa smo predstavili, kaj je naš letni program, ne. Zdaj jasno, niso pa šli vsi knjigarji iz cele verige, kakšni so bili takrat v službi, ampak do neke mere so neki dogodki potekali, ne. V lanskem letu smo imeli pač to predstavitev preko spleta, ne. Dejansko smo jo naredili pač kot neko video predstavitev, smo jo poslali pač recimo njim, zdaj a so si jo ogledali in tako naprej, to je vprašanje, ne. Druge založbe vem, da nekatere delajo še zmeraj te letne kataloge, ki recimo predstavijo svojo letno knjižno ponudbo, ki prihaja, in s temi katalogi založijo od knjigarn do knjižnic, ne. Tako da kakšne te zadeve recimo obstajajo tudi na spletu, spletni letni knjižni katalogi, tako da to je zelo odvisno od tega, na eni strani, kaj delajo založbe. Zdaj jasno, knjigarji je pa v bistvu kot ena taka amorfna masa, da bi o njih govorili, se mi zdi, da je težko rečemo. Recimo, jaz sem kdaj, ko obiščem kakšno knjigarno, zelo pozitivno presenečen,
ker tam recimo, jaz se recimo običajno potem tudi s knjigarji pogovarjam o tem, kje knjiga recimo gre dobro zdaj v promet in podobno. In recimo pol pač malo še poglobljeno vprašam, kaj pa recimo kakšna prejšnja knjiga pa tako in kakšni so zelo dobre na seznanjeni in mislim, so njihovi odgovori mi v bistvu dajo naprej razmišljati, ne. Kakšni drugi pa ne, recimo, ker so mogoče tudi nedavno pa šli recimo na to delovno mesto ali so bili predstavljeni iz kakšne druge knjigarne, tako da bi kar tako odgovoril na splošno, rajš ne bi, ne. To je tako, kot recimo kakšen povprečen bralec. Tega ni, ne. So posamezni bralci z vso svojo specifiko. No, mimogrede teh tvojih vprašanj sem tudi jaz včasih deležen in priznam, da se ob kakšnem kar zelo spotim, da najdem prav odgovor, ki te zadovolji. Prosti, Tanja, izvoli. Ne, jaz moram reči, da ko sem še aktivno izdajala in zalagala knjige, ker tega več ne počnem zadnja leta, bolj pišem, je bila dostikrat, ko sem razmišljala o neki novi knjigi, o neki novi, ne vem, mogoče zbirki, moja prva pot v konzorcij med knjigarje in to je bil prvi recimo raziskava trga, tako zelo enostaven, ne. Kaj zanima bralce in moram reči, da so vedno zelo dobro vedeli, tako kot prav samo, ne, je dejansko tega znanja v Sloveniji veliko. Seveda, pandemija je naredila svoje, ne, jaz mislim, da bi se knjigarji tudi morali res srečevati z založniki, včasih tudi z avtorji, ker bi potem veliko bolj navdušeno tudi določene knjige in določene založbe promovirali, ne. Mi imamo eno specifiko v Sloveniji, mogoče sam še to omenim, da so naše knjigotrške mreže, ne glede na to, kako kvalitetne so in kakšne so, v lasti založb. To je recimo mogoče ena nerodnost, ne, ker se potem ta znanje knjigotrštva nekako je vedno v senci matične lastnika založbe, ne. Včasih so rekli, ne vem, da je tako kot lisice in kokoši, ne, ampak skratka tukaj bi bilo mogoče, ne vem, a bo kdaj kaj drugače, veseli smo, da jih imamo, kakršne imamo, ampak definitivno to lastništvo ne vpliva pozitivno, no, tako bom rekla. Ko že govorimo o Šventnerju in na začetku smo že omenili tudi Šventnerjeve nagrade, so se te nagrade z leti od prvega podeljevanja, od leta mislim, da 1972 zelo spremenile. Na začetku so jih dobili najboljši knjigarji oziroma knjigarke, knjigarne in potem ljudje, ki so nekaj naredili za knjigotrštvo, sedaj podeljujemo samo v glavnem Šventnerjevo za življenjsko delo. Moje osebno mnenje je, da bi morali to nagrado spet malce razdeliti v tem smislu, kot je Prešernova za življenjsko delo in Prešernovo priznanje, ne? In mislim, da bi bilo tudi Šventnerjem to zelo modro narediti, namreč nekateri ljudje v enem letu naredijo en velik korak in se potem ne ukvarjajo več z založništvom ali pa jih pot odvede drugam. Kaj menita vidva, bi bilo potrebno to nagrado malce razdeliti, da niso samo podeljene nagrade za življenjsko delo? Mislim, v okviru nagrad, ki se tičejo založništva ali pa knjigotrštva, ne, recimo je dolgo časa obstajala tudi pač ta nagrada za najzaložnika in najknjigotržca, ne, ki pa zadnje leto oziroma zadnje 2 leti ni bila podeljena iz znanih pandemičnih razlogov. To je bilo neke vrste nagrada panoge, ne, recimo nagrado za založnika so podeljevali knjigotržci, nagrado za knjigotržca pa založniki. Ne. V okviru zbornice? Ne, v okviru društv. Ne. In do neke mere so lahko s to nagrado nagradili nekoga, ki je v preteklem koledarskem letu naredil nek tak skok, ne, recimo, ali pa se je posebej izkazal. Ne. Tako da zdaj, a bi tako nagrado recimo na nek način pripojili, ne, recimo kot neki mali Šventnerjevi nagradi za založništvo in knjigotrstvo, je seveda stvar debate. Vsekako je škoda, če se te 2 nagradi ne bosta več podeljevali, ker zdaj drugo leto zapovrstjo za zdaj ni jasno, se bosta podelili. Ne. Tako da v tem smislu se mi zdi neko opozarjanje na to, ne, kaj se na področju knjigotrštva ali pa založništva dogajalo v preteklem letu, gotovo zelo pomembna reč. Seveda je pa, tudi jaz sem apeliral, ne, dajmo zdaj speljati tole recimo nagrado za najzaložnika lansko leto, pa nekako za zdaj ni bilo odziva. Tako da se mi zdi to nujno, ker potem tudi neko drugo strokovno javnost, ne, recimo izven te literarne kritike, ne, recimo sploh te kulturne novinarje v raznih medijih, da recimo se začnejo, ali pa da se sem pa kje spomnijo tudi,
knjige niso samo avtor in vsebina, ne, ampak še vse ostalo, da ta knjiga sploh nastane. Ja, zato je tudi zanimiv ta roman o Šventnerju, Ja. ki je v bistvu založniki ste vedno v senci, vedno ste zadaj, vedno se v spredje tišči Mislim, avtorja. Ne? Meni osebno je recimo zelo pomembno, da je tak roman bil napisan in da je šel ravno zaradi tega, ne, ker običajno se o založbi ali pa uredniku niti ne govori, ne, recimo velja tako, ne, tako nepisano pravilo, če je knjiga dobra, je v bistvu dejansko zaslužen avtor, če pa slabo je pa kriv urednik. Ne. To je Sem mislil, da boš rekel pa tudi avtor. To se ga omenja predvsem takrat, ko mogoče, ja, to lovorike. pa ni dobro urejen, ne, recimo, če knjiga ni dobra. Ne. Tako da v tem smislu recimo, je recimo en tak zgodovinski roman, ne, na pol biografski, na pol recimo pač fiction, ne, recimo fikcija. Mislim, se mi zdi za eno tako slovensko založništvo, pa za sploh pogled, ne, na način, zdaj smo tudi v času teh biografij, ne, se mi zdi zelo pomemben in več kot dobrodošla izdaja. Mislim, jaz sem bil prav vesel. Hvala lepa. Tanja, ti se verjetno pridružuješ temu mnenju. No, jaz bi glede Šventnerjeve nagrade, jaz bi rekla, da oboje. Da ta velik Šventner bi moral biti podeljen tudi kdaj kakšnemu dobremu knjigotržcu in seveda ohraniti definitivno te dve društveni nagradi, ne, naj knjigotržec in naj založnik. Aha. Torej, se strinjata, v hiši upam, da bodo poslušali. Jaz navijam za to nagrado, ker se mi zdi res pomembno, ker s tem tudi spodbujaš te ljudi, ki niso v najvišjih sferah založništva, da mogoče vedo, da bodo enkrat nagrajeni, ker je dodatna stimulacija, da se potrudiš. Namreč vsak knjigar se seveda potrudi po najboljših močeh. Pri Šventnerju smo govorili tudi o teh stroških, ki jih je imel s svojimi pisatelji, in znano je, da se pri vsakem pogovoru Šventnerju najprej zazrl v stran, v nebo in v tla, kadar je bilo treba narediti ekonomsko računico, in potem v sogovornika, preden je izdahnil da ali ne, da gre v tak tisk. Se vidva pred takimi sestanki oziroma med takimi sestanki, kaj je vajen tik, da ga izdata mogoče bodočim avtorjem, da vedo, Rugel razmišlja, bo plačal denar. Tanja razmišlja, se bo oprema splačala. Ja, da bi imel kakšne specialne tike, to bi mogel kdo drug povedati. Ne. V principu so recimo vse, kar se nas tiče, recimo stvari dosti standardizirane. Ne. Ni veliko tukaj pogajanj recimo za recimo honorarje take ali drugačne. Seveda pa je recimo, kar opažamo v zadnjem času, je tako, da recimo zmeraj več recimo prihaja nekih domačih avtorjev, ne, ki recimo mogoče imajo recimo pred sabo prvo knjigo, nimajo veliko izkušenj iz tega področja, kako sploh knjige nastajajo, so kakšni tudi v dilemi o tem, ali bi v bistvu knjigo izdali v samo založbi ali recimo v okviru, ali bi jo ponudili neki založbi, tehtajo, kaj so prednosti, slabosti enega ali drugega. Ne. In recimo imamo v tem smislu zelo recimo zanimive pogovore, ne, ker recimo pač ga seznanim s tem, da je lahko honorar v neki tej višini, ne, in ga tudi na drugi strani seznanim s tem, glej, zmeraj imaš možnost tudi samo založbe, da ne rečem kakšne druge založbe, kjer boš mogoče zaslužil precej več denarja, ne, ampak boš za vse popolnoma sam in boš mogel vse zadeve oddati naštudirati. In eni se odločijo za to drugo pot, ne. Kar ni nič narobe. Mislim, v nekem smislu sem velik ljudem, ki so tako drugače potem se odločili za lastne izdaje, pomagal z nasveti. Zamenjal sem dobil mogoče potem en izvod. A je bil podpisan? Podpisan, ja. V redu, potem je bibliofilski izvod. No, ampak to samo založništvo, ne, avtorji, ki niso bili srečni z založbam ali pa s komentarji urednikov, to se je že pri Šventnerju dogajalo. Ne. Tudi on je imel kar nekaj takih izdaj v prodaji v knjigarni, ne, in včasih je bil prav se vidi številk, ne, da je dejansko veliko zgubo naredil. Ne. On je to imel tam mogoče leto, 2, 3, ne, pa se je prodal 20-30 kosov. Ne, tako da. Oba razmišljata, pišeta, komentirata bralnost na Slovenskem. Pavček je napisal, da če ne bomo brali, da nas bo pobralo. Jaz mislim, da nas bo prej pobralo, če ne bomo kupovali knjig, ker potem ne bo kaj brati. Ali res premalo beremo in koliko je dovolj branja? Eno tako zelo metafizično vprašanje. Recimo, bom odgovoril recimo iz metafore Hoja. Ne. Za Hojo recimo rečejo tako,
da kao 10.000 korakov na dan, ne, je neka enota, ki recimo ohranja tvoje telo recimo v neki fizični kondiciji, vse približni, taki splošni. In recimo, če bi dal zdaj to na knjižno formo, 10.000 besed na dan. Recimo, ne. To bi se mi zdelo že kar ena lepa, to je recimo kot 2 avtorski poli, recimo 30-40 strani besedila, ne, pomeni, da približno v enem tednu prebereš neko knjigo. To se mi zdi ena taka, bomo rekel, spodnja meja recimo nekega bralca knjig, da ohranja prvič bralno kondicijo, ker tudi zato rabiš neko, ne, sploh v času teh vseh mogočih bombardiranj z drugih platform, ne, da imaš nek fokus, da lahko recimo uro ali pa še kaj več recimo zbrano bereš, da imaš pol tudi zaobjameš en del besedila, ne, da nimaš zdaj samo 2 strani pred spanjem. Ne. Ja. Tako da zdaj jasno, zdaj Slovenci na splošno je pa spet tako, polovica, ne, po teh anketah ne bere knjig, če pa potem pogledamo drugo polovico, je pa ta v bistvu dosti solidna. Ne? Tako da v bistvu je zdaj s to polovico je treba jo na nek način ohranjati. Vprašanje pa je, koliko lahko teh nebralcev drugo polovico reaktiviraš. Mogoče en del ja, ampak ta del je mogoče treba najbolj loviti v tem dobi odraščanja. Ne? Enega starega človeka, ki ni bral nikoli knjiga, boš težko prepričal. Medtem nekega mladega, ki je pa še na nek način lahko navdušen nad knjigami, moraš pa paziti, da ga v bistvu v tistem času osnovna šola in srednja ne izgubiš, ker tam je največ recimo tega, da ljudje se potem od knjig odvrnejo in se morda ne vrnejo nikoli več. No, meni se zdi dejansko ta ritem branja eno knjigo na teden, zdaj, če je zelo debela, mogoče rabiš tudi 14 dni, je nujno. In tudi ne moreš pisati knjig, ne da bi jih prej zelo veliko prebral. To ne gre. Kar me včasih žalosti, zdaj, ko sem mogoče malo prišla na drug breg, tudi več med pisatelje in pisateljce, je, da slovenski pisatelji in pisateljce ne berejo slovenskih pisateljev in pisateljce. To se mi zdi včasih malo tako, da se sami sebe zapostavljamo. Jaz jih zelo rada berem. Imaš dejanske podatke, da slovenski pisatelji ne berejo slovenskih avtorjev? Podatke je težko, ker tukaj lahko samo pove, ker so delali ankete. Jasno, to so ankete. Recimo, če govorimo o zadnji 5 letki, recimo, je vsem pa šlo, tako so pač moje opažanja, do ene preobražanja tega slovenskega knjižnega trga. Slovenski avtorji so bili recimo včasih bolj na nek način na tapeti, da to pa vprašanje, če bi človek vzel v roke, zdaj se mi zdi, da se je to zelo spremenilo. Po eni strani je ta žanrska popularna literatura recimo nagovorila širok krog bralcev, po drugi strani pa tudi neke leposlovne izdaje, sploh nekih takih renomiranih založb pa avtorjev, ki recimo so intrigantni, so do neke mere nek kulturni dogodek. Seveda je pa zato potrebna celovit pristop, na en stran avtor, ki je v bistvu tudi pripravljen promovirati svoje delo, založba, ki opravi domačo nalogo na temo plasmaja knjige, in na tretji strani potem jasno tudi bralci, ki jih nekaj v tej knjigi zbudi, da se odzovejo. Ampak jaz delim optimističen pogled na prihodnost v zvezi s tem. Če gremo s klasičnimi novinarskimi vprašanji, hitrih 6 bomo rekli, kaj trenutno berete? Jaz sem ravno kaj prebral roman, ki je danes v Vikendu objavljena recenzija, in sicer od Sigfrid Juntes Prijatelj. To je en roman ene ameriške pisateljice, ki se tiče v bistvu enega samomora na eni strani, enega psa, ki je ostal recimo v tistem stanovanju, in v bistvu potem ene junakinje, ki mora tega psa, ki sicer ljubiteljica mačk. Samo da ne bo zdaj konca pokvaril. Prijatelj, je naslov, The Friend. Prijatelj sem prebrala. No, jaz sem prebrala ravno kar knjigo Darje Korez Korenčan, Čeli zvečer, Korak za korakom, in moram reči, da me je presunila. To je resnična zgodba resničnega covida, ki ni samo ena gripa. Razumem. Kaj morate nujno prebrati? Nujno moram prebrati knjige, ki jih bomo izdali do konca januarja. Pa to je šiht za dušo. To je, sej poskušam na nek način povezati šiht in dušo. Ena od teh knjig je knjiga Nevidne,
ki se ukvarja s tem, da poskuša bralcu predstaviti, kako je cel svet še zmeraj narejen po moški podobi. Ne, in na nek način ženski spol je v vseh smislih, od tega, kako so recimo v avtobusih ročke za držanje, so bolj prilagojene moškim. Recimo vse te tabele o porabi kalorij so za 70 kg moškega in podobno. Tako da to moram nujno prebrati. To moram tudi jaz prebrati, očitno. Bomo vsi prebrali. Ja. Ena knjiga, ki prav beži pred mano, je pa Partljičevi ljudje z otoka. Vsakič, ko pridemo v konzorcije, nimajo, vsakič, ko pridemo v knjižnico, nimajo. Ampak to moram prebrati. V redu, zanimivo. Ker vem, da sta tudi ljubitelja filma, kateri film vam je po literarni predlogi najboljši? Najboljši, temu izrazu se izogibam in to zaradi tega, ker je po literarnih predlogah nastal na tisoče filmov. Svoj čas sem imel projekt knjige, filmske literarne adaptacije, ampak sem ta projekt opustil zaradi prevelike množice filmov. Drugače pa recimo ljub mi je film, ki je po noveli od Stephena Kinga, Kaznilnica od rešitve, ki je tudi recimo tam number one, recimo po teh lesticah na IMDb-ju. Recimo ljubi so mi filmi, kot je recimo Botar, recimo 1, 2 in tako naprej. Recimo Angleški pacient mi je recimo ljub film po literarni predlogi. Pa smo najdli tri, ki so diskutabilni. Tanja? Je mene nekaj časa, mogoče 2 leti nazaj, leto nazaj, Heart of the Sea je film o tem, kako je v bistvu o inspiraciji za Moby Dicka. Ker je pa Moby Dick en mojih osebno najljubših romanov. Odlično. Kje najraje berete? Kje je tisto kotiček, ki reče, zdaj bom pa bral, zdaj se bom pa usedel in bom umiral prebral? Jaz najraje berem kot doma na kavču. Tudi večino tega službenega branja ne opravim recimo za mizo, ampak recimo v takem dosti udobni poziciji. Drugače recimo tako metaforično, najlepši konc za branje mi je pa tako, ker sem tudi recimo na kakšnem izletu in imam sabo kakšno drobno knjižico in se potem recimo na kakšnem lepem prostoru, pod kakšno drevo sedem, pa tam mogoče ne, da bi zdaj tam res intenzivno bral, ampak bolj si to, imaginacijo branja ustvarjam, da sem jaz tam, recimo imam čas, sonček si je, trava naokoli, drevo in jaz berem. Ko smo pa romantiki, jaz moram reči, da najljubše mi je brati na barki. Ko si nekje v enem samotnem zalivu, zjutraj, zvečer, drugače pa v posli. Jaz sem bolj slab spalec, slabo spim, tako da po noči se zbudim, pač nimam veselja, ne morem delati cele dne in takrat berem. Koga od avtorjev knjig, ki ste jih kdajkoli prebrali, lahko so tudi iz preteklosti ali pa iz prihodnosti, oziroma avtoric, da ne bomo spet tako kot te pozabljene, da omenim oba spola, koga bi želela spoznati? Ja, recimo, zdaj dejansko to iz glave streljam na te odgovore. Recimo, pred leti smo izdali eno knjigo, sicer eno tanjšo knjigo od tega ameriškega pisatelja Philippa Rothha, ki je njih umrl par let nazaj. In recimo njega bi si želel spoznati. Tudi zdaj je šla ena taka zelo kontroverzna biografija. Potem so avtorja te biografije v okviru te MeToo kampanje obtožili nekih reči in so to biografijo potegnili tudi iz prodaje. Založnik si je odpovedal. Sama biografija res kaže tega Rothha kot zelo tazga kontroverznega človeka. Ja, z njim bi šel na kakšno kosilo. Definitivno Margaret Atwood. Ona je prva predsednica tudi kanadskega PEN-a in nekoč na kongresu sem jo že od daleč tako srečala, z njo bi rada preživela popoldne. Ja, najlepša hvala. Upam, da se ti z Atwood uresničil želje, samo ti boš mogel koga drugega poiskati. Tako da v letu, ko Mednarodni center PEN praznuje 100-letnico, slovenski pa kar 90-letnico svojega obstoja, knjižnega sejma v klasični obliki nažalost ni. A vseeno je bolje kot lani, ko je bilo vse zaprto, tudi letos lahko obiščete knjigarne. Vem, da je nakup preko spleta bolj udoben in po priporočilih tudi bolj zdrav. Naj ne zveni preveč bogokletno, knjigarji in knjigarke vas potrebujemo. Potrebujemo vas zato, kot sta oba moja sogovornika rekla, da slišimo vaše mnenje, recenzije, kaj želite kupovati, po čem želite posegati, kaj vas zanima. Rabimo vas. Resnično vas potrebujemo, da slišimo vaše odzive. Vse nas in vse vas vabim, da kupujete knjige.
Dobro, res je, knjiga zasede nekaj prostora in nekaj več knjig zasede nekaj več prostora, ampak nihče ne pravi, da morate tekmovati z vnukom. Mogoče pa lahko. Kdor lahko, naj si privošči. Nihče vam ne brani. S knjigo lahko stopamo v različna svetovja in z njo dopolnjujemo svetovja svojih knjižnic. In ko smo že govorili o Gutenbergovi galaksiji, skozi katero jadramo spisavo, ki je največji izum človeštva, saj zame, naj si za konec izposodim rek iz neke galaksije tam daleč, daleč stran, kjer pravijo, naj bo knjiga z vami. Hvala lepa. Hvala, Rok, Hvala za tebi, vprašanje Rok. in lep pogovor. Ja. Tanja, hvala. Enako, hvala. Hvala vama za Samo in odlično Rok. sogovornika.